Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, slovenski gorniki, lepo pozdravljeni tukaj v Lepeni. Iz leta v leto se zbiramo tukaj in iz leta v leto nas je več. To je znak, da Slovenska demokratska stranka raste ne samo v političnem smislu, ampak da rastemo tudi kot ena velika družina, da nam ni žal tudi kakšnega poletnega dopustniškega dneva, zato da se zberemo skupaj, da se poveselimo s prijatelji in da seveda, kot je bilo že prej rečeno, naberemo tudi nekaj otovov moči za jesenske dneve. Ti jesenski dnevi, ki nas čakajo letos, bodo res naporni. Slovenija je v zadnjih letih prišla v neko situacijo, za katero nas prijatelji iz Evrope stalno sprašujejo, kako je sploh mogoče, da se je to zgodilo. Kako je mogoče, da smo v slabih 3 letih iz države, ki je bila na vrhu Evropske unije, ki so jo dajali za zgled, tudi širše, nekako prišla med države, ki se omenjajo kot tiste, ki bodo eventualno potrebovali tujo pomoč. Sprašuje nas tudi, kako je mogoče, da tudi v tej situaciji, ko je vendarle nadaleč, tudi tistim, ki ne živijo v Sloveniji, jasno in očitno, da bijejo zadnje ure za to, da se vzamemo skupaj in potegnemo naš slovenski voz naprej, kako da tudi v tem trenutku ni dovolj neke zbranosti, sodelovanja, sloge, pripravljenosti na to, da bi vsi skupaj priznali stanje takšno, kakršno je in tudi naredili potrebne korake, enotno naredili potrebne korake, da iz tega izidemo. Gledajo nas od zunaj in sprašujejo, kako je mogoče, da ni tega zavedanja, da ni te zavesti, da ni te sposobnosti sodelovanja, kljub temu, da vlada že od prvega dne, odkar je prisegla, ponuja roko sodelovanja, ponuja roko partnerstva, ponuja opoziciji vse možne koncesije, ki jih takrat, ko smo bili mi opozicija, nikoli nismo bili deležni. In kljub temu se to sodelovanje ne samo zavrača, ampak se praktično iz dneva v dan poje dana beseda. Komaj se za neko stvar dogovorimo, že naslednji dan zvemo, da pač temu ni več tako, da se je zdaj premislila ena, naslednjič premislila druga opozicijska stranka. Tako se seveda ne da naprej, kajti vladna koalicija ima samo navadno večino, zato da postavimo nekatere temelje, na podlagi katerih bo Slovenija lahko šla naprej. Potrebujemo nekatere ustavne spremembe, potrebujemo soglasje o tem, da zaveze, ki jih je dala že prejšnja vlada, zapišemo v ustavo in na ta način dokažemo, da smo kredibilni partnerji tudi navzven. Ne samo navznoter, ampak tudi navzven. Slovenska demokratska stranka ima kot največja vladna stranka veliko odgovornost, nima pa vse odgovornosti. In bi delali veliko napako, če bi na to pristajali. Še posebej pa Slovenska demokratska stranka ni odgovorna za stanje ali pa za večino tega stanja, v katerem smo in iz katerega se danes rešujemo. Torej čaka nas naporna jesen. V jeseni leta 2012 se bo odločalo ne samo o tem, kakšno ceno bomo plačali za izhod iz krize, ampak se bo odločalo tudi o tem, ali bo Slovenija še naprej ostala suverena država, kjer bo slovenski parlament ali pa slovenske volivke in volivci na volitvah in na referendumu določal lastno usodo, ali pa bodo vsaj del te usode določali drugi. Tako pomembni, tako usodni meseci nas čakajo in
nobenega dvoma ni, na kateri strani in kje bo Slovenska demokratska stranka v tej bitki. Nastajali smo skupaj s slovensko državo in slovensko demokracijo, bili smo tukaj, ko se je sploh afirmiral pojem človekovih pravic, ki je bil prej prepovedan. Slovenska demokratska stranka je v svoje lastne temelje vkovala vse te civilizacijske dosežke in jih bo zagovarjala in branila tudi v prihodnje. Predvsem pa bo Slovenska demokratska stranka v jeseni naredila vse, da bo Slovenija še naprej ostala suverena republika slovenskega naroda in vseh slovenskih državljank in državljanov in naredila bo vse, da Slovenija po dolgih letih, lahko bi rekli desetletjih, končno za predsednika dobi demokrata. To je naša prva naloga. Hvala lepa.